V zadnjem predvolilnem tednu smo, kandidati so gotovo utrujeni, mi pa jih imamo že mal čez glavo. Se ne pravim, je hec, ampak počas bo pa treba zbrati enega, ki bo naslednjih 5 let furil uradni predsedniški Instagram. Zdaj, jaz se nekaj sprašujem. Dajte mi povedati, zakaj smo lih letos vsi tako navdušeni nad volitvami? A je to zato, ker se Trump pa Kim Jong-un bockata, pa se bojimo, da bo vojna? Bodimo iskreni, predsednika dejansko rabimo samo, ko je vojna. Ampak tle vas moram razočarati, noben od teh 9 bimbotov nas ne bo rešil. Ljudmila bi šla s Kim Jong-unom košarko špilati. Angelca bi Trumpu patička spekla. Šarec bi žaljivo imitiral Korejce. Šiško bi šel v vlastni režiji streljati Mehičane. In med vsem tem se pa Pahor pod pajsko bril. Ampak, čez 3 dni so volitve in skoraj vsi kandidati so se lotili tudi družbenih medijev, ker tam so mladi. Če te ni na netu, si na skretu. In Palma Popovič se je posodobil, se je naučil prižgati pameten telefon, prižgal kamero za selfije in posnel haiku. Še pred 10 leti je bila za nas Češka Češka in vse, kar je bilo v povezavi s Češko, je bilo seveda Češko, medtem ko danes smo mi za Češko Češka. To je to. To smo rabili. Koprskega Slavčka, mojstra poezije. To rabimo, res. To je kandidat z globino. Skoraj tako dobro klepa verze k afere. In ko je šel Popo na soočenje na Nova 24 TV, je prišlo do neprijetne napetosti med njim in aktualnim predsednikom države. In takrat bi morali mi, kot pravi narod, kot narod, ki da nekaj nase na svoje ozemlje, na svojo državo, bi morali vztrajati pri tem, da se... Pahor, mislim, da prav, da kaj povem. Nekaj mi gledate čudno. Super, kaj govorite. Samo to, ne, nasprotno, občudujem vas, kako pogumne stvari govorite. A se meni sam zdi, a se Pahor rad tepu. Ne, Popovič, ti kar povej do konca. Ti kar povej do konca. Zdaj, Palmi Popoviču ankete ne kažejo lih najboljš, boj, da ima še Viola Šiško več podpore. Največ na voliščih v zaporih. A mogoče nam pa uspe premakniti volilno vago s tem čisto brezplačnim spotom za Popoviča. Bil je dirkač, bil je playboy, bil je stari znanec policije, zdaj je župan glavnega mesta Primorske in to že 15 let. A ambicije se tu ne končajo. Izvolite Borisa Palmo Popoviča za predsednika države. Naj bo Slovenija tako lepa kot Koper, luka, trgovine, krožišča in palme. Tako je, palme. Če bo Boris Popovič izvoljen za predsednika države, bodo palme povsod. Slovenija ne bo druga Švica, ampak druga Bora Bora. V parku nasproti predsedniške palače bo kip Borisa Kidriča zamenjal za kip Borisa Popoviča. Hočete za predsednika Zorana Jankovića, a ne dejansko Zorana Jankovića? Potem volite Borisa Popoviča. Vrnimo škandal v predsedniško palačo. 7 afer je zgolj začetek. Boris Popovič. Naredimo Slovenijo spet divji zahod. Ni zakaj, Popovič. Ti sam povej, če bi tole imel na VHS, ti pošljamo. No, druga kandidatka, ki je šla na net, je Maja Makovec Brenčič. Ona nam pa direktno pokaže, da bo nasprotnike dobesedno razbila. Ne vem, ampak Maja Rocky Balboa je po mojem mnenju tukaj zamudila eno ful lepo priložnost, da se volivcem približa z veliko boljšim spotom. Če bi se posnela, ko sred noči skoči iz posle, pa se po štangi spusti k gasilc, v garažo drvi na ministrstvo, vse skupaj konča pa s sloganom vedno pripravljena.
bi jo poleg Zavca še kdo volil, po moje. In potem hotela sabotirati vse skupaj, ne, je pa skupaj s Cerarjem posnela pa še en spot. Najboljše stvari so 3. Odločno! Vsi na volitve. To nedeljo. In obkrožite številko 3. Srbija! Mislim, ta druščina je bolj lesena, kot zobje od Angelice Likovič. Maja, pa kaj ti je bilo, da se šla s Cerarjem blamirati v tak spot? No? A se ti trudiš, da ne bi ratala predsednica? In še tisti procent, ki si ga imela, si izgubila. Sorry, lej, hoteli smo ti narediti spot, sam si ga ne zaslužiš. Gremo reči na Novakovo Milko, napačnega kandidata, ki se piše Novak. Ona je taka ljudska in ziher znala pomagati. Ljudmila, lej, jaz moram po oddaji štacuno pa rabim kruh, olje, moko pa WC papir. Koliko denarja rabim? Greste v trgovino, kupite liter mleka, štruco belega kruha, liter jedilnega olja, 10 jajc, kilogram moke, paket WC papirja. Koliko ste zapravili? Mogoče okrog 30 evrov. Čakaj, pa kje ti kupuješ, daš za osnovna živila 30 evrov? Na bencinski črpalki? Ali te otroci fajn okolj prinašajo? Jih vidim, prinesete malo od Ljudmile domov v špecerino, sine, koliko je pa bilo? 30 evrov. Češ ti predsednica boš kaj, vojski dala 30 milijonov evrov za tank, ki stane 10, ostalo šlo pa za travo? Nimaš pojma v vsakdanjiku malega človeka, ampak to ne pomeni, da si ne zaslužiš svojega predvolilnega oglasa. Za druge je bilo zastonj, tis nam pa dolžna 30 evrov. Narod. Slovenija potrebuje žensko predsednico. Dovolj je bilo moških predsednic. Angela Merkel je postavila Nemčijo na pravo pot, naj na pravo pot postavi Slovenijo ženska, ki hoče biti Angela Merkel, Ljudmila Novak. Pozabite, da je bila še pred kratkim radikalna desničarka v družbi s princem in dovolite, da postane vaša mama. Tako kot Angela Merkel. Z omenjanjem krščanskih vrednot bo privabila starejše volivce, s primerjanjem z Angelo Merkel bo privabila generacijo srednjih let. Kaj pa mladi? Žal Ljudmila Novak nima nič za vas. Zna pa igrati košarko. Full cool špon zakon the best. A smo omenili, da bo kot Angela Merkel. Slovenci, letos je med kandidati več žensk kot moških. Izberite edino, ki bo naredila vse za vaš glas. Volite Ljudmilo Novak, isto kot Angela Merkel, ampak slovensko. In od ene slovenske Angele Merkel na drugo, ko smo gledali promocijski spot Romane Tomc, ki ga je objavila konec septembra, smo opazili nekaj hudo znanega. Zagotovo smo si enotni v tem, da do Slovenije čutimo globoko predanost in ljubezen. Ja, lepo ozadje, ne? Tudi nam se je zdelo. Piran z obzidja, slovenska zastava, turistične lepote in patriotizem. Nekaj, kar bi izbral desničarski kandidat. Tako? Je. Nekaj, kar je izbral desničarski kandidat 3 mesece pred Romano Tomc. Hvaljen Jezus, Slovenija. Sem Janez Ivan Novak, diplomirani Slovenec, domoljub in patriot. A smo mi slučajno zvedeli, kam so šli vsi glasovi in podpisi v podporo Janeza Ivana Novaka? Tja, kamor ozadje, vidite? To so ta pravi strici iz ozadja. Najprej poskrbijo, da Bogi Novak ne dobi podpore, pa nam pa še kampanjo spizdijo. Lej, Romana, jaz vem, da hočete z Janezom vsaj eno pomembno pozicijo v državi za SDS, ampak da pa tako uničita desničarskega kolego, ki vaj podpira že od rojstva, to pa ni lepo. Zdaj pa pojmo še na Pahorja. Kot kaže, aktualni predsednik obral novo taktiko na družbenih medijih, še bolj iskreno, še bliže ljudem. Ma pusti stati, je brez veze, on je lahko reče karčejo, razumeš? Ma kaj se sekiraš ti zaradi tega? Ma lahko piše karčema, ma lahko piše karčejo ljudje, razumeš? Borut Pahor brez cenzure. The biggest loser ali winner, ne vem. Spoznajte predsednika v zakulisju, v domačem narečju, v prepiru z mamo.
Ampak gledajte, jih razumem. To je tako, ko grejo mame na Facebook, pa verjamejo vse, kar vidijo. Ma ne, mama, pusti stati, pa kaj, če požar piše, da sem kuščar? Ma on lahko piše kar če. Dobro, jaz danes sicer nisem hotel govoriti sploh o Pahorju, ker mu gre preveč dobro, ampak... Smo nekaj vmes še zagodili, reposnili siguren. To uslugo sem bil dolžan narediti. Ste z mano na zadnje 2 Oskarja dobil, kaj že? Viktorja. Oskarjevc vam vodi oddajo. Oskarjevc! Ne, če se je pa predsednik potrudil sam zame, pa moramo. Pa gremo kar po vrst. Gospodu predsedniku smo postavili nekaj vprašanj. Začnimo s tistim, ki najbolj bega narod. Ste kdaj poskusili kakšno drogo? Ne. Ne. Nobene droge nisem poskusil v zadnjih 15 minutah. Gospod predsednik, pridite na kamero 2. Brez zamere, Borut, ampak jaz vam ne verjamem. Ne verjamem vam, da bi v zadnjih 5 letih nabrali tak dolg seznam dogodivščin, da ne rečem celo potegavščin. Če bi bili ves čas popolnoma čisti. Da bi res pobirali smeti pa pakirali tampone brez psihoaktivnih substanc. Poglejte mene, a mislite, da to delam trezen? V tem momentu sem nabliskan Belka Marija. In če smo že pri intimnih vprašanjih, gospod predsednik, ne bom se zlagal, če rečem, da ste player, da hočete biti Don Juan, da radi, ne vem, koketirate. Pa dajte mi povedati, koliko partnerjev ste že imeli? Koliko partnerjev ste imeli? Mislite moških? To je pa vi povejte, ne? Kakšnih partnerjev zdaj? Lahko tudi moške, seveda. Jaz sem v tem primeru mislil bolj miške male, ne vem. Ženske, partnerce. Partnerke. Nekaj, prvo število je bilo krajše, no. Okay, just joking. Dovolj. Ne vem. Drage gledalke, vsi stereotipi v našem predsedniku so resnični. Ne pa povejte en dober razlog, zakaj ga ne bi razglasili za dosmrtnega predsednika swingerskega kluba Ježica. Zakaj ne? Zdaj, mislim, da smo za ta teden obdelali dovolj predvolilnih zgodb. Edino še to, gospod Palma Popovič, preden gremo na druge teme, kako se vam zdi oddaja do zdaj? Govno! Hvala enako. Mislim, manire. Lahko bi lepš povedali. Dosti v volitvah, pejte volt v nedeljo, pa obkrožite neki, pa gledajte, da glasovnico objavite na Instagramu, pa da se slikate z njo, tako vsak ta prav Slovenc. Režija, prosim za špico na kredit. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!